2 jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice. Dame in gospodje, toti reporter Milan, sem ponovno na sledi ene res posebne zgodbe. Verjeli ali ne, v Sloveniji obstaja društvo ljubiteljev kosmatincev, ki pa je malo drugačno, kot zveni na prvi posluh. Namreč gre za ljudi, ki se radi oblačijo v živalske like. Tu moram poudariti, ne gre za primere nekih drugačnih, nenavadnih praks, tudi spolnih ne, gre preprosto za izražanje ljubezni do teh karakterjev, do živali, ne nazadnje likov iz risank, filmov in tako naprej. No, z mano pa dobila sva se na kavi predsednik mariborske izpostave Slovenskega društva ljubiteljev kosmatincev, gospod Bogdan, dober dan. Ja, lep pozdrav. Dajte, gospod Bogdan, najprej malo razložiti, zakaj pravzaprav tu sploh gre. Ja, v bistvu ste bolj kot ne vse vi razložili, tudi zelo lepo ste nas predstavili, tako da jaz bi se tudi samo na tem mestu pohvalil. V Celju letos smo organizirali prvi mednarodni kosmatinski kongres v Sloveniji in smo izredno ponosni in se že veselimo naslednjega. In na tem kongresu, ki ga je obiskalo, če so moje informacije točne, več kot 100 udeležencev, ste bili tudi oblečeni v te antropomorfne like. Če pa je bil festival kosmatinski. Ne? Aha. Macchiato? Ja, tu. Espresso, ne? Pa radenska eno. Samo malo na repu mi stojite, gospod. Kaj? Na lisičjem repu mi stojite. Oj, vel. Lisiči? Šef! Daj prisem, moj lisiči rep z raso. Ne razumete. Ne, gospod je iz tega društva ljubiteljev kosmatincev in oni se radi oblačijo v te živalske like, s tem, da tam tudi ni nujno, da so recimo samo volk, lahko so tudi mešano, naprimer. Kaj mešano? Ja, to se pa ni oblečen, če ima samo rep zdaj prihakla. Ja, no, lahko bi, če bi bil celi oblečen, jaz sem recimo lisiči rep, volčjo glavo pa zajčje tačke imam, ne? Zakaj? Zato, ker sem predstavnik Slovenskega kosmatinskega društva. Imaš zajčje tačke? Ja, ne vedno. Pa od volka glavo? Ja. In pol se jaz sprašujem, zakaj pred pustom stane za mojega otroka kostum 80 €, ker to ti stari butli. Ja, pa zakaj si tako oblečen? Ker smo ljubitelji. Zakaj imaš rep zdaj? Ker sem samo na kavo šel. Z repom hojiš na kavo? Pač izražam podporo našemu društvu. Ja, kaj pa delate vi? Ja, družimo se. Kaj piknik imate? Ja, tudi, ja, seveda. Pa imaš ti volčjo glavo, drugi ovca, tretji pa ne vem, kdo. Ja, velike mačke so recimo zelo popularne tudi. Zmajček pa ponavadi peče, vedno. Aha, zmajček. Zdaj se Vija najdla mene, ko imam Jurija 200, pa moram cele dneve tu delati, da me v glavo... Ne, absolutno ne, to je čisto resna stvar. Noben namen. Kongres so imeli letos v Celju celo. In ti si bil v zajčjih tačkah, pa lisičjem repo tam. Pa volčji glavi, ja. In tudi je vse eno, ker bo elektrika zdaj, ne vem, 200 € na gospodinstvo. Ti ješ imel volčjo glavo, pa te ne vzeblo, ne? Ne, pravim vam, da mi se pač oblečemo malo iz te krute realnosti, gremo v malo svoj svet, ampak ni s tem nič narobe. Glejte, vidva, tota runda je moja, spita pa ita, pa sreč. Ne, šef, nič ni. Lisiči rep, ja, nič ni. Volčjo glavo je v avtu pozabo. Te ti jim razložil, ja. Ja, dobro, gospod Bogdan, jaz vam želim veliko sreče še naprej pri vašem udejstvovanju. To je bila še ena zgodba, ki sem jo raziskoval, toti Milan, od krivice do resnice.